V četrtek 21. septembra je potekalo nadaljevanje 33. redne seje državnega zbora, na kateri je dr. Anže Logar, predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, predstavil poročilo te komisije o zadevi Farrokh, oziroma kot je bolje poznana, o aferi pranja denarja v NLB. V samem začetku se je dr. Logar obregnil ob čas, ki mu je bil dodeljen za predstavitev največje afere v zgodovini Slovenije. Milan Brglez mu je za predstavitev zločina epskih razsežnosti namenil le 15 minut. Upam, da čas še ne teče, ker ste mi ga pikro odmerili. Dr. Logar je dejal, da so bili v primeru Farrokh izpolnjeni vsi pogoji za sum pranja denarja in financiranja terorizma. Preiskovalna komisija se je ukvarjala s primerom Farrokh v Novi Ljubljanski banki. V primeru Farrokh so prav vse tri opisane kategorije izpolnjene, skoraj do pičice natančno. Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma imamo torej na pladnju utemeljen sum pranja denarja in financiranja terorizma. Naj poudarim, govorimo o sumu pranja denarja. Dokazovanje kaznivega dejanja ima višji dokazni standard in je stvar organov pregona, ne nas preiskovalcev oziroma parlamentarcev. Logar je izrazil dvom, da bi lahko takšen zločin ostal skrivnost, pa se je to vendarle zgodilo. Kdo še pozna primer, ki tehta 1 milijardo evrov, se je odvijal 2 leti, je bilo z njim seznanjenih okoli 100 ljudi in ni prišel v javnost? Predsednik komisije je povedal, kdo nosi odgovornost za ta fiasko. Pri natančni preučitvi pridobljene in zasežene dokumentacije lahko ugotovimo, da so odgovorni na NLB, na Uradu za preprečevanje pranja denarja, v Banki Slovenije in v politiki delovali po znanem načelu. Nič ne slišim, nič ne vidim, nič ne govorim. Zakaj? Ne vem. Je imela pa Nova Ljubljanska banka zanimiv slogan v tistem času. Vem zakaj. Iran je bil v času pranja denarja namreč pod embargom. Ob tem je treba poudariti, da je bil Iran v tistem obdobju pod posebnimi omejevalnimi ukrepi mednarodne skupnosti. Iranska banka, prek katere je prišla večina sredstev, pa je bila celo od julija 2010 na seznamu družb, s katerimi se na območju EU ne sme poslovati. Razen očitno v največji državni banki NLB. Logar je nato povedal imena nekaterih prejemnikov umazanega denarja iz Irana. V javnosti je bilo že precej govora o nenavadnih namenih nakazil, ki jih je sprovajala Nova Ljubljanska banka. Recimo namen nakazila, nakup fitness oprema, zamrznenih piščancov, življenjskih stroškov, nakup hiše. Zanimivi so tudi prejemniki nakazil. Na podlagi seznama Farrokhzadehovih srečnežev je danes torej jasno, da Ana Karenina še živi, čeprav se je po Tolstojevem romanu v 70. letih 19. stoletja vrgla pod vlak. Morda se vam to zdi nenavadno, celo sumljivo, odgovornim na Novi Ljubljanski banki se ni zdelo. Ali pa naslednji podatek, te informacije bodo najbolj veseli naši najmlajši. Superman obstaja. Živi v Nemčiji in živi od prodaje namigov. Financira pa ga nihče drug kot družba Farrokh. Andrej Plavštajner, takratni vodja Urada za preprečevanje pranja denarja, ima še vedno udobno službo. Ravnanje Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Z enim stavkom. Ravnanje urada v zadevi Farrokh je bilo škandalozno. Nevredno institucije, ki nosi takšno ime, neodzivno, celo mestoma zaviralno, nestrokovno, šlampasto, mimo načel javnih uslužbencev. Ampak tedanji direktor urada, gospod Andrej Plavštajner, ima še vedno udobno službo na uradu. Samo v Sloveniji. V Sloveniji se nikomur ni zdelo sumljivo, da je družba z $2 ustanovnega kapitala ustvarila 1 milijardo prometa. Največ plačilnega prometa je v NLB leta 2010 ustvarilo podjetje iz davčne oaze. Ne boste verjeli, sliši na ime Farrokh. Če vam povem še to, da je ustanovni kapital tega podjetja znašal natanko $2, me morate vprašati naslednje. Kako pa je možno, da družba iz davčne oaze z $2 ustanovnega kapitala preko največje državne banke v bančni sistem spravi 1 milijardo evrov, pa se nikomur v NLB to ne zdi sumljivo. In potem vam odgovorim, ne vem.
Vem pa, da je že skrajni čas, da odgovor na to najdejo organi pregona. Politično odgovornost nosijo vsi predstavniki takratnega levičarskega državnega vrha. Pa politična odgovornost. O poslovnem sodelovanju državne NLB in družbe Farrokh ter mednarodnih tveganjih, ki so s tem povezani, so bili podrobno obveščeni predsednik Republike Danilo Türk, predsednik vlade Borut Pahor, minister za finance Franci Križanič, pravosodni minister Aleš Zalar, notranja ministrica Katarina Kresal. Mislite, da je kdo kaj ukrepal? Ne, nihče od njih. Niso obvestili ne KPK, na katero so takrat toliko prisegali, ne tožilstvo. Rok Praprotnik, ki je zadevo v času svojega službovanja na Komisiji za preprečevanje korupcije po nesreči spregledal, je dobil dobro plačano službo ravno na NLB. Celoten tedanji politični vrh je bil podrobno obveščen o sumih, ki spremljajo poslovanje komitenta Farrokh Zadeha z državno NLB, a ni ukrepal. Pri tem nosi subjektivno in objektivno odgovornost, ker je opustil dolžno ravnanje. Je do danes sploh kdo odgovarjal v omenjeni zadevi? Ne, nihče. So bili pa nekateri nagrajeni. Ko je bila KPK podrobno seznanjena z zadevo Farrokh, je v njenem vodstvu sedel tudi Rok Praprotnik. Čeprav se je KPK zadevo ukvarjala v sklopu postopka ugotavljanja domnevno koruptivnega ravnanja poslovodnih oseb v NLB, pa v kasnejšem poročilu na podlagi te preiskave zadeva Farrokh ni omenjena niti z besedico. Je pa pred dokončanjem tega poročila mesto visokega menedžmenta v hierarhiji NLB dobil ravno član vodstva KPK Rok Praprotnik. Postal je predstojnik Centra za skladnost poslovanja, kateremu neposredno podrejen je, ne boste verjeli, pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja. Je ob prihodu na NLB Rok Praprotnik odprl torej preiskavo? Odgovor je ne. Logar je pojasnil, kako je potekalo prelivanje denarja iz Irana v NLB in naprej po svetu. Recimo, da človek recimo mu Hosein, iz iranskega veleposlaništva v državi A službeno kartico opravi 501 dvig gotovine iz bližnjega bankomata po 990 evrov. Zakaj 990 evrov? Ker ima banka, lastnica tega bankomata, narejene notranje kontrole tako, da se vzpostavijo oziroma da se klicaji pojavijo pri dvigih ali nakazilih nad 1000 evrov. Zdaj, teh približno 500 000 evrov preda svoji ženi Fatemeh, da ne bo kakšne teorije zarote, imena so zbrana naključno iz seznama najbolj pogostih iranskih imen, najdete jih na Googlu, ki jih nato v 3 pologih prenakaže, recimo, na račun družbe Farrokh na NLB. Zdaj, 2 transakciji uspeta, 3. pa tuja banka, ne NLB, tuja banka zaradi suma prevare ustavi. Družba Farrokh pa tako prejeta sredstva preko računa NLB preprosto prenakaže naprej. Morda nekomu za nakup hiše, drugemu za nakup zamrznjenega piščanca, spet 3. za življenjske stroške. Za vse nejeverne Tomaže in morda Markote vprašanje, dopuščate možnost, da govorimo o predhodnem kaznivem dejanju. Kajti če jo, potem dopuščate tudi možnost, da v konkretnem primeru govorimo o sumu storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Recimo, da iz naslova plačila življenjskih stroškov 22-letni Farhad iz recimo države B preko računa Farrokha pri NLB dobi v letu dni nakazila v skupni vrednosti 1 milijon evrov za življenjske stroške. Posamezna nakazila redno dviguje v gotovini. Ker so banke v tej državi B bistveno bolj zavezane transparentnemu poslovanju in zakonu o preprečevanju pranja denarja, redno opozarjajo svoj urad za preprečevanje pranja denarja
in potem ustavljajo naslednje transakcije, ker zapirajo račun gospodu. Zato gre gospod odpreti račun na drugo banko. In tako naprej, dokler dokončno ne ustavijo poslovanja z njim. Morda zmanjka bank v tej B državi. Urad za preprečevanje pranja denarja pa je popolnoma zatajil. V poročilu z listninskimi dokazi argumentiramo tudi trditve, da je bil Urad za preprečevanje pranja denarja že zelo zgodaj seznanjen s sumljivimi transakcijami v NLB. Ravnal v nasprotju z zakonskimi pooblastili urada in celo s politikami in pravili, ki jih je sam sprejel in pošiljal bankam, kako naj ravnajo v primeru preprečevanja pranja denarja. Urad se dolgo ni zganil na povpraševanja tujih uradov v zadevi Farrokh. Namesto, da bi za podrobnosti povprašal odgovorne na NLB, je kljub teži izraženih sumov strani sestrskih organizacij iz tujine le-te zavračal z argumentacijo, naj mu dodatno obrazložijo svoje sume. Predstavljate si, da tuj finančni urad v državi C, vi kot predstojnik Urada za preprečevanje pranja denarja, opozorite na bojazen, da recimo družba X sodeluje pri iranskem jedrskem ali proliferacijskem programu. In potem po 3 tednih dobite njihov odgovor z zaprosilom, če bi vendarle malce bolj natančno obrazložili, kaj s tem mislite. Kaj bi si vi mislili, če bi po nekajkratnem dopisovanju s tem predstojnikom urada države C dobili odgovor, da se z vašimi sumi glede proliferacije, torej aktivnostmi pri izgradnji z mednarodnimi sankcijami prepovedanega oboroževalnega iranskega programa, raje obrnite na koga drugega, ker da oni niso pristojni za področje terorizma. Ali, da stopnjujem, če bi vam ta isti predstojnik, ta istega urada v zagovor svoje nepristojnosti recimo zapisal tale stavek, oziroma po slovensko, Urad za pranje denarja izvaja pooblastila samo TT. Glejte, ko pa Urad za preprečevanje pranja denarja v tujih dopisih sebe označi za Urad za pranje denarja, bi pa vi zagotovo tudi pomislili, pa kaj je država C, banana republika. Zatajila je tudi policija, sekretar Šefic pa je Logarja odpravil z enim samim stavkom. Poglejmo, kaj je odgovoril državni sekretar Šefic v zvezi s tem vprašanjem. Kako so na policiji zaključili primer in ali so obvestili tožilstvo. Citiram, glede vašega zaprosila je bilo do sedaj ugotovljeno, da je policija predmetno zadevo rešila 6.1.2012, torej tik pred iztekom Pahorjeve vlade, ko je bila ta premeščena iz zbirke nerešenih zadev v tekočo zbirko. Sam ne znam sicer čisto dobro umestiti te informacije, ampak pomembnejše nadaljevanje. Citiram, poseben dokument v zvezi s tem ni bil izdelan. Matej Tonin je opozoril, da urad ni resno jemal klicev zaposlenih v NLB. Ob tem je potrebno seveda jasno izpostaviti, da so nekateri vestni uslužbenci na nižjih ravneh znotraj NLB-ja vendarle hoteli ustaviti to norost. Tako lahko iz poročil izvemo, da je bilo več klicev strani teh uslužbencev na Urad za preprečevanje pranja denarja. Ampak odgovor strani urada je vedno bil, pozorno spremljajte. Trenutni predsednik Urada za preprečevanje pranja denarja Darko Muženič je v dolgem monologu povedal zgolj to, da se s poročilom ne strinja in da urad težko deluje. Opozoriti velja, da se uradova pooblastila nanašajo samo na področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ne pa na odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Ne drži tudi splošno sprejeto mnenje, da urad spremlja in nadzira vse transakcije v državi. Zakaj takega urad nima pooblastil, niti danes. Če sumljiva transakcija ni sporočena uradu, urad zanjo ne more vedeti in tudi ustrezno ukrepati. Menimo, da
so ugotovitve, na katerih temeljijo predlagani sklepi, morebiti mestoma ne povsem točne. In zato se v bistvu kot trenutni direktor Urada za preprečevanje pranja denarja z njimi ne strinjam v celoti, ker bi morala biti vsa zadeva dejansko temeljito osvetljena in predstavljena, kljub temu, da ste opravili veliko in ogromno dela. Muženič je odgovoril tudi Toninu, češ da se odzivajo na vse klice, kljub temu, da je takratni direktor Plauštajner dejal, da se odzivajo le na pisne prijave. Torej, če kdo pokliče na urad, govorimo o pooblaščencih finančnih inštitucij in izrazi kakršne dvome o čemerkoli glede poslovanja katerekoli stranke, mu je vedno naročeno, naj to spremlja in prijavi uradu sumljivo transakcijo, če so izpolnjeni indikatorji. Zakaj to takrat ni bilo narejeno, jaz ne morem vedeti. Ko je Muženiču zmanjkalo argumentov, je začel citirati ameriške reperje. Lahko bi rekel, da če parafraziram Tupaka, predstojniki organov sestavi, pridemo in gremo. Vojne, ki jih bijejo inštitucije, v katerih pač trenutno smo, pa ostajajo. Zato mora biti sistem dovolj dobro postavljen, da se te vojne dobro bijejo in da se na koncu tudi zmaga. Logar je Muženiču v nekaj stavkih dokazal, da urad ni deloval tako, kot bi moral, ampak kvečjemu ravno obratno. Hvala, predsednik. Glejte, zdaj ključno vprašanje, a je gospod Muženič nastopil kot predstojnik Urada za preprečevanje pranja denarja ali kot predstavnik Ministrstva za finance. Namreč zmešal je obe pooblastili. Zdaj, v prvem delu je govoril kot predstavnik Urada za preprečevanje pranja denarja in mene skrbi, če mi predstojnik tega urada tudi po tej zgodbi govori, da je urad deloval tako, kot je moral. Oprostite, potem nismo nič naredili. Prej ste rekli, urad je ukrepal v skladu z obstoječimi predpisi. Tukaj imam ta zakon iz leta 2007. Niti enega člena niste upoštevali. Recimo 57. člen, urad lahko s pisno odredbo začasno največ za 72 ur ustavi transakcijo, če presodi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum pranja denarja. Urad je ugotovil utemeljene razloge za sum pranja denarja, odprl je dosje sumljiva transakcija, pa spuščal še 15 oziroma 10 tisoč transakcij, brez da bi kakorkoli vsako posebno transakcijo pregledoval. Ali torej v naših bankah poslujejo enako, kot so poslovali prej, ker je predstojnik tega urada zadovoljen z predhodno politiko. A, B, vam je gospod Plauštajner pisal govor za današnjo predstavitev, kar pa upam, da ni res. Seveda ni šlo brez vmešavanja Milana Brgleza, ki je moral Logarja takoj poučiti o dolgočasnih podrobnostih postopkovnega problema. Če natančno preberete 235. člen, je v tem primeru tudi predstavnik Ministrstva za finance, ker je na ta način pooblaščen, ker drugače sploh sodelovati ne je mogel v tem trenutku. Tako da jaz vam sam postopkovno pojasnjujem, da je postopkovno vse čisto. Muženič je na to, ko je ostal še brez citatov ameriških reperjev, dejal zgolj, da se vse spreminja. Delovanje urada se spreminja in se bo spreminjalo še naprej. Tako da drugi komentarjev pa nimam. Hvala. Logar je izpostavil dolgo obdobje, ki ga je Urad za preprečevanje pranja denarja potreboval za reakcijo na tako obsežno kriminalno dejanje. Drži, Urad za preprečevanje pranja denarja ni mogel vstopiti v banko, ampak potem mi pa razložite tole sosledje. Marca je obveščen iz tujega urada, da je nekaj hudo narobe v Novi Ljubljanski banki. Kaj bi predstojnik takega urada naredil? Takoj poslal Banko Slovenije naj opravi inšpekcijo v tej banki. Veste, kdaj je urad to predlagal? Oktobra. Od marca do oktobra. Pa ni krivda zakona, gospod Muženič, ampak krivda predstojnika urada oziroma tistega, ki se je s tem ukvarjal. Darko Stare, ki je bil v času pranja denarja podpredsednik KPK in ki tako kot njegov šef Goran Klemenčič ni reagiral na pranje denarja, je vidno nervozen hitel razlagati, kako je treba rešiti zadevo, ki se ni rešila tudi po njegovi zaslugi. Sedaj opravlja udobno delo sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Jaz samo upam in si želim, da bomo skupaj
dosegli ta cilj in ta namen. Torej, da se bo dejansko ugotovilo in razčistilo, kaj se je dogajalo, za kakšne odgovornosti gre, politične, kazenske, delovnopravne, personalne in tako naprej. Se pa bojim, da ta cilj ne bo dosežen na način, da bi z ironičnimi posmehi direktorju urada, ki komentira, ki želi povedati svoje mnenje, pokomentirati vaše izvajanje, dosegli. Na to pa je Darko Stare, ki je zamižal na obe očesi v času pranja denarja, začel govoriti o poštenosti, ironija ali norost. Mislim, da je zelo odgovorno in prav, da vsi tisti, ki v javnosti nastopamo in govorimo o domnevni odgovornosti kogarkoli od nas, bivših uradnikov, bivših funkcionarjev, političnih, državnih in tako naprej, da imamo pred očmi, da je treba vedeti in biti pošten do njih in do sebe, da se vsakokrat vprašamo, kaj je od teh posameznih bodisi kriminalistov, bodisi uradnikov na Uradu za preprečevanje pranja denarja, na KPK, v vladi, na ministrstvih imel na razpolago, kaj je vedel in kako je zvedel. Staretu prav tako ne odgovarja, da se o krivcih govori z imeni in priimki. Očitno se ga sindrom pometanja pod preprogo še močno drži. Ne zdi se mi korektno, tudi z vidika namena teh preiskav, da takrat, ko po vašem mnenju nekdo ni opravil domače naloge dovolj temeljito, dovolj personalno, dovolj učinkovito, to poveste z imenom in priimkom in še kaj dodate, kar nima zveze z dejanskim stanjem. Nato je nastopil trenutek za kolektivno krivdo. Po mnenju Stareta nihče ni naredil dovolj. Torej po starem principu levice, kjer so krivi vsi, ni kriv nihče. Ne pa zdaj tako pavšalno razlagati, kako nekdo nič ni naredil. Vsi skupaj smo naredili premalo. Seveda je bil vsega kriv sistem, ne pa ljudje, ki so ta sistem vodili. To kaže na to, da pač sistem ni bil dovolj učinkovit, tako ali drugače. In ga je treba pač popraviti. Stare je v nadaljevanju poučil državni zbor, da je treba tiste, ki so z umazanim denarjem financirali terorizem, spoštovati. Človekove pravice po levičarsko. Da tudi objektivno tisto, kar v javnost govorite ali pa predstavljate, poveste celovito. In pa z občutkom seveda tudi spoštovanja dostojanstva vseh ljudi, ker govorimo o domnevah. Logar je očitno ugotovil, kaj mu hoče povedati Stare. Če boš tiho, bo vse v redu. Skratka, če povzamem zaključek, če bo gospod Logar tiho, bo korektno opravljal svoje delo. Stare je na to strani Logarja dobil lekcijo demokracije, pravne države in poštenosti. Prej ste rekli, da vedno označimo z imenom koga, ki ni dobro naredil ali pa naredil kaj narobe. Zdaj, vi ste na Ministrstvu za pravosodje, ne? Kako pa sodišče naredi? A obsodi oziroma daje na pranger tiste, ki dobro delajo, ali obsodi tiste, ki naredijo kaznivo dejanje? Ne, verjetno tiste, ki naredijo nekaj narobe. In zato je logično, da če preiskovalna komisija raziskuje nepravilnosti v bančnem sistemu, bo na seznam dala tiste, ki so naredili nepravilnosti, ne pa tiste, ki so dobro delali. Tiste, ki so dobro delali, bi morali biti nagrajeni v pametni strukturi te organizacije. Žal so bili nagrajeni tisti, ki so slabo delali in so še danes po firmah, ki so v lasti države. Stare je, ko je tudi njemu zmanjkalo argumentov, želel Logarja demantirati s pravnimi definicijami dokumentov. Kar se pa tiče teh dokumentov, pa noben od njih ni tajen. To, kar ste omenili in kar so vam vi pošiljali. To ste potem vi določili tajnost. Nato je Logar Staretu spet dokazal, da se njegovo poznavanje zakonov od afere NLB do danes ni bistveno izboljšalo. Kar se tiče pa tistih dokumentov, ima poznako interno. In je tudi označeno v poročilu I kot interno, tako kot mora biti po zakonodaji. Ker tudi če interne podatke v javnem delu razkrijem in jih ne moremo vrstiti v poročilo, ki je po ZBAN-1 oziroma ZBAN-2, torej bančna tajnost, poslovna skrivnost, jih lahko vrstim samo v tajno poročilo in je označeno stopno interno. Poslanec Slovenske demokratske stranke magister Marko Pogačnik pa je opisal stanje duha na slovenski levici. Ne samo, da se seje niso udeležili predstavniki pristojnih institucij, dve parlamentarni stranki o tako velikem škandalu nista imeli mnenja. Resno se lahko vprašamo, kaj torej sploh počnejo v državnem zboru. Ni niti predsednika vlade, ni niti predsednika države in niti, bi rekel, odgovornih inštitucij, regulatorjev. Jaz bi danes najmanj pričakoval, da so tukaj prisotni še tudi predstavniki Banke Slovenije,
predstavniki policije, predstavniki Slovenskega državnega holdinga, ki skrbi nad upravljanjem Nove Ljubljanske banke. Niti enega. Še večji šok recimo je zame osebno, da dve parlamentarne stranke sploh nista imela stališče pri sumu pranja denarja za 1 milijardo evrov naši največji sistemski banki, državni banki NLB. Jaz sem prepričan, da te dve parlamentarni stranki bi imeli stališče, če bi razpravljali o resoluciji vpliva sončne energije na razmnoževanje žuželk v Južni Afriki. Za zabavo je tudi tokrat poskrbel poslanec stranke Modernega centra Jani Möderndorfer, ki je neusahljiv vir modrosti. Ugotovil je, da razprava o vmesnem poročilu ni dokončna. Pred nami ni končno poročilo, ampak delno poročilo. In to seveda govori, da je tudi razprava, ki danes poteka, na nek način v bistvu lahko, kako bi rekel, tudi ne končna. Za Möderndorferja sta namreč pomembni dve stvari in to je ena. Za mene sta pomembne dve stvari. Eno je politična odgovornost, ne pa kriminalistična dejavnost. Logar je na to Möderndorferja poučil, kakšno poročilo se sprejema. Sprejemamo vmesno poročilo in sprejemamo zaključne ugotovitve vmesnega poročila. In te ugotovitve so takšne, do katerih je pač preiskovalna komisija na podlagi konkretnih dejstev in dokumentov prišla. Tudi poslanka SDS Eva Irgl je pohvalila delo komisije in izrazila razočaranje nad organi pregona. Preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu, verjetno se boste strinjali z mano, je do sedaj opravila izjemno delo. Izjemno delo. Zakaj? Zaradi tega, ker bi to delo, ki ga je preiskovalna komisija do sedaj opravila, morali opraviti organi odkrivanja in organi pregona, pa tega niso storili. Poslanec Slovenske demokratske stranke Žan Mahnič je v nadaljevanju lepo prikazal etiko levice. Če delaš prav, nikamor ne prideš. Če pa delaš hudo narobe, si za to bogato nagrajen. Najprej si poglejte to ironijo. Vemo, kakšne načrte oziroma bolje rečeno ne načrte ima vlada glede implementacije arbitražnega sporazuma in ko želiš to vlado vprašati, kakšni so načrti oziroma kaj bo vlada naredila v primeru, da pride do kakšnega konflikta, te takoj obtožijo, da rožljaš z orožjem in tako naprej. Če pa svojo aktivnostjo oziroma bolje rečeno neaktivnostjo omogočiš, da se opere milijarda evrov milijarda dolarjev za nakup in pa izdelavo jedrske bombe, ki lahko dokazano ogrozi svetovni mir, potem si pa kaj? Predsednik države, vodja kakšnega raziskovalnega centra na ekonomski fakulteti, minister, državni sekretar, šef Term Čatež ali pa Marine Portorož in tako naprej. Mahnič je prav tako izpostavil impotentnost policije, ko pride do nedotakljivih. Tukaj, ko gredo v javnost dokumenti, ko so javne seje, a je policija kam potrkala? A je šla mogoče na NLB? A je šla do bivših direktorjev? A je šla do gospoda Plavštajnerja? Gospod Šefic, kakšna je to policija? Tukaj ne gre za sume. Tukaj ne gre za sume. Kaj se bo zdaj zgodilo, ko bodo poročila sprejeta, ko je vse črno na belem, pa je že prej bo? Kaj bo naredila policija? V nadaljevanju je Mahnič izpostavil, da v Sloveniji na najbolje plačanih mestih sedijo specialisti za pometanje stvari pod preprogo. A bomo dejansko, tako kot je rekel gospod Frluga, s tem, ko o tem razpravljamo, se črni ugled naše države? Zdaj ne vem, s čem se ga črni, a da se je to delalo, a da se zdaj o tem razpravlja. Vse pomes pod preprogo, ne? Tako kot specialisti za to znate in ste zato tudi na teh funkcijah, kot ste. Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat pa je Levici obrazložil, kaj bi morali delati poslanci. Mi moramo biti glavni sponzor naših davkoplačevalcev.
Preveč denarja, lastnega denarja so zmetali v bančne luknje. Tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je opozoril na odsotnost ministrov in predsednika vlade. Morda pa je tudi za njih bolje, da nič ne vidijo, nič ne slišijo in nič ne govorijo. Glejte, danes razpravljamo v tem državnem zboru o največjemu posamičnemu kriminalnemu primeru v zgodovini Slovenije. Daleč največjemu. Na tej seji ni nobenega ministra, levo krilo parlamenta je popolnoma prazno. Janša je prav tako opozoril, da je vlada Socialnih demokratov s tem dejanjem ogrožala varnost vseh naših zaveznikov. To je bilo ravnanje, s katerim se ni ogrožala samo naša nacionalna varnost, ogrožala se je nacionalna varnost praktično vseh naših partnerjev v Evropski uniji in v Zvezi NATO. Boštjan Šefic, sedaj sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, nekdaj pa uslužbenec Sove, je kljub prikritju takšnega zločina zaključil, da policija nima dovolj pooblastil. V Ministrstvu za notranje zadeve to situacijo, o kateri danes se pogovarjamo, zelo natančno pregledujemo, seveda v okviru naših preskromnih pooblastil. Za zaključek pa si poglejmo še izjavo magistra Marka Pogačnika iz Slovenske demokratske stranke, ki je povedal, kaj Slovenija resnično potrebuje. Slovenija potrebuje korenite spremembe. Prva priložnost je v nedeljo, naslednja je pa 22. oktober, ko so predsedniške volitve.